to odločitev državnega zbora zdaj izpodbijali na ustavnem sodišču. Kako boste skušali prepričati ustavno sodišče, da bo referendum najprej bom jaz zdaj povedal, da z neko analitično logiko, ki jo eni pravniki ni nujno, da jo imajo, analitični filozofi bi znali povedati, kaj je analitično sklepanje. 14. člen ustave, tam so tudi neke pravice invalidov. Invalidi se ne morejo želeti pa privoščiti, da kandidirajo, da bojo gorski reševalci, ker ne zmorejo na Triglav reševati. Gluhonemi ne morejo v filharmonijo igrati. Se pravi, en spol ne more prevzeti pravic drugega spola, ker ni ta drugi spol. Mi imamo deljene WC-je. Ne morejo ženske zahtevati, recimo lezbike, da hodijo, ker imajo človekove pravice, v moški WC. Se verjetno tega ne zahteva. Glejte, ženske zahtevajo, da postanejo moški in očetujejo. Ženske ne morejo očetovati, zato ker je njihov spol, ne spolna usmerjenost, njihov spol je napačen. In zdaj analitična logika, da jasen pogled, da se ne morejo geji in lezbike sklicevati na 14. člen, zato ker so napačnega spola. Se pravi, enakost pred zakonom je ta člen ustave. Glejte, mi smo lahko enaki po 14. členu, ampak ne iz razlik spola. Če mi nismo, recimo, pri plesu obstaja moški plesalec pa ženska plesalka. Veste, ti geji bi radi na svetovnem prvenstvu tekmovali dva geja. Na svetovnem prvenstvu, kjer plešeta moški in ženska. In se sklicujeta na neke človekove pravice. A bomo zdaj to kupili? Mislim, zdrava kmečka pamet, da latinsko-ameriški standardni plesi, da je to moški in ženska, ona dva plešeta, ne dva geja. In geji protestirajo, da nimajo človekovih pravic. Zahtevajo pravice nasprotnega spola. Tako kot ženske zahtevajo pravice očetov, ki so moški. Vete, banaliziram, ginekologu ne more gej jeti, ker njegov spol ni napačen.